Boš naredil klapo? Snimaš, Aljaž? Ok. Klapa. N1 podcast s Suzano Lovec. Pozdrav vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. To je N1 podcast. Danes so z nami trije gostje. V veselje mi je, da lahko pozdravim tukaj dr. Žigo Zaplotnika, doktorja meteorologije, izvrstnega razlagalca podnebnih sprememb, enega glavnih v Sloveniji, s Fakultete za matematiko in fiziko. Živjo, Žiga. Živjo. Dr. Matjaž Ličar, fizik z Agencije za okolje in morske biološke postaje, ki se ukvarja s fizikalno oceanografijo, sicer tudi doktor filozofije. Živjo. Živjo. In dr. Jonas Sonnenschein, ki sicer prihaja iz Nemčije, doktoriral je na Švedskem, je okoljski ekonomist, zdaj že nekaj let živi torej v Sloveniji in dela tukaj na Umanoteri. Živjo, Jonas. Živjo. Tole snemanje oziroma tale podcast smo uskladili že na začetku poletja. Pomembno mi je bilo, da vsi tri pridete, da se lahko v bistvu tako poglobljeno pogovorimo o teh stvareh in evo, to je prvi skupni termin, ko smo imeli vsi prost čas, da lahko zdaj gledalcem in poslušalcem povemo nekatere pomembne stvari. Koncu poletja se približujemo, to je bilo ekstremno poletje, poletje nekih groznih superlativov. V Evropi suša, rekordi, tudi pri nas, temperaturni v Sloveniji, ekstremno vreme, neurja. Videli smo te brutalne posnetke gorečih gozdov, tudi v Sloveniji, pa drugje po Evropi, apokaliptični prizori. V dolini smrti v ZDA, v verjetno najbolj vročem in suhem delu ZDA, so recimo, to je bila ena od zadnjih novic, v 2 tednih 4-krat imeli tisočletne padavine, v 3 urah je padlo za 3/4 običajnega letnega dežja. Satelitski posnetki Francije izgledajo kot Alžirija in tako naprej in tako naprej. Če lahko potegnemo črto pod to poletje, ki še ni končano, kaj bi vi trije najbolj izpostavili iz svojega področja, glede na podatke, meritve, glede na vpoglede, ki jih imate, in kam segajo, kam gremo, torej z dolgoročnimi trendi, kaj to pomeni za naprej? Žiga. Zdaj, če pogledamo meritve, nam jasno dajo vedeti, da je bilo večji del letošnjega poletja, so bili temperaturni odkloni nekje za 2 do 4 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Govorimo o referenčnem obdobju recimo 1981 do 2010. Če pogledamo recimo zadnjih 30 dni, tudi lahko vidimo, da je v večjem delu Slovenije bila količina padavin nekje 15 do 50% dolgoletnega povprečja. Izjema je skrajni severozahod Slovenije, torej naše Alpske doline. Potem o tem nam seveda pričajo tudi požari, ki so letos v rekordnem obsegu, okrog 4500 hektarov, glede na podatke Kopernikusa. Kopernikus zbira podatke na podlagi satelita oziroma spektroradiometra na tem satelitu in tudi tukaj smo rekordni. Kaj pa glede nadaljevanja, kakšni so obeti za naprej? Za Srednjo Evropo in pa za Mediteran kaže, da se bodo poletja ogrevala hitreje kot recimo letno povprečje, precej hitreje. Poletja in pa deloma tudi zima, medtem ko se bodo prihodnja obdobja, pomlad in poletje, ogrevala z nekoliko manjšim tempom. To je precej drugače kot recimo na skrajnem severu naše zemlje, na Arktiki, kjer pa se bodo ogrevale predvsem zime. Nekje do konca stoletja, po trenutnih izgledih, se bodo zime ogrele tudi za 10 stopinj in več. Predvsem začetki zim. Nekoč seveda so bili ti začetki zim poledeneli, zdaj pa se v teh začetkih zim šele formira led. Govorimo recimo o oktobru, novembru, decembru. Matjaž? Ja, kar se tiče stanja v oceanu, oziroma jaz se bom omejil na Sredozemsko morje, je tako, da recimo ta hip v severnem Jadranu recimo nimamo vročinskega vala, ampak obenem je pa
skozi julij in skozi avgust letošnjega poletja v zahodnem Sredozemlju vročinski val, ki je tak, ki ga morda še nismo videli. Skratka, anomalije temperaturne so 5-6 stopinj nad povprečnimi vrednostmi. To je zelo, zelo, zelo veliko za ocean. In tukaj bi imel splošno pripombo, vročinski valovi vročinski val kot prvo ni to, da je voda topla, ampak da je res anomalno topla, da vztraja več kot 5 dni nad 90 percentilom recimo nekih klimatoloških vrednosti na določen dan. In to je velik problem za organizme, ker se enostavno ne morejo tako hitro adaptirati in lahko to pripelje do množičnih poginov. Vsekakor je pa to toliko velik stres, da obenem to pomeni tudi recimo oviro za njihovo rast in tako naprej. Tako da recimo akvakultura, ribogojništvo, ribištvo, vse to trpi zaradi vročinskih valov. In še en trend, ki je izjemno zaskrbljujoč, je to, da če gledamo samo od 80 let naprej, to je kratko obdobje za klimatologijo, da smo imeli v 80 letih recimo v Jadranu tipično, pa v celotnem Sredozemlju, anomalije izdatno v hladno smer, se pravi, so bile pretežno hladne anomalije. Danes hladnih anomalij praktično ni več, ampak imamo skoraj izključno samo še vročinske valove. In to je nekaj, kar nas mora zelo skrbeti. Potem imamo pa dodatne okoliščine, ki so povezane s tem, kar je tudi Žiga že omenil. Skratka, suša pomeni, da nimamo reke Pad, nimamo izjemno nizke pretoke rek imamo, kar pomeni, da ni vnosov nutrientov v morje, ni vnosov sladke vode v morje in se zaradi tega recimo distribucija slanosti zelo spremeni letos, glede na recimo ostala poletja. Tipično slanost pade polet v recimo Tržaškem zalivu za 10-15%, letos enostavno sploh ni nobenega padca bilo zaznanega recimo na boji vida. Skratka, to so vse okoljski stresori, ki pač vplivajo na ekosistem bistveno bolj kot mogoče na nas, recimo na turizem. Jonas? Ja, zdaj jaz reči, da nisem meteorolog ali pa fizik, tako sem bolj uporabnik teh podatkov. Letos me pa preseneti, kolikokrat jaz berem, da en strokovnjak vidi nekaj, kar je pričakoval šele na koncu stoletja. To sem 4-krat bral za ledenike v Alpah, da letos so se izjemno hitro talili, ker ni dovolj sneg padel, potem so bolj temne, albedo efekt, vročinski val in se talijo. Isto za hitrost, čim se premika gozd severno, isti efekt tam in več teh ekstremnih dogajanj, ki smo pričakovali šele konec stoletja. In to me skrbi, ker mislim, raziskovalci smo konzervativni. Če pa zdaj cela skupina raziskovalcev je konzervativno, to pomeni, da mogoče bo še hujš, kot smo pričakovali. In to me res skrbi. Zdaj, ta poletje iz mojega področja, mislim, da bomo se še pogovarjali o politiki, ekonomiji in tako da čakam s tem še malo. Ja. Okay. Žiga, oprosti, kar povej. Ja, želel sem dodati, tukaj je tudi negotovost zelo pomembna. Mi se pogovarjamo recimo povem zadnje čase, o dvigu globalne povprečne temperature za nekje 2,7 stopinje Celzija glede na trenutne politike. Ampak za Slovenijo to pomeni bistveno več. Recimo 4,9 stopinje Celzija, lokalno. Ker se hitreje v Sloveniji dvigujejo temperature kot v povprečju Evrope, recimo. Ampak na splošnem povprečju na svetu, mi smo tudi del kopnega in vse države na svetu so del kopnega in kopno se segreva bistveno hitreje, kot pa, bi rekel, temperature naraščajo nad oceanskim površjem oziroma nad oceansko gladino. Poleg tega je pa tukaj še nekaj. Mi našega klimatskega sistema oziroma odziva klimatskega sistema na naraščajoče koncentracije toplogrednih plinov ne znamo povsem dobro opisati. Tukaj je precej negotovosti. Mi to v fiziki recimo oziroma v klimatologiji se to negotovost opiše s parametrom, ki mu rečemo equilibrium climate sensitivity. In sicer pomeni, za koliko ne bi se Zemlja ogrela pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida. Ampak če gremo gledati študije in če naredimo nek review oziroma nek povzetek različnih študij, potem vidimo, da imamo precejšno, bi rekel, zelo široko verjetnostno gostoto, ki nam opiše recimo, za koliko stopinj se bo res dvignila pri podvojitvi
koncentracije ogljikovega dioksida. Lahko je to 2 stopinje, lahko je to 3, 4, 5, 6 in tako naprej. In ta negotovost nam pa potem pripelje do tega, da obstaja za Slovenijo 10% verjetnost, da se bo ogrela recimo za 6,4 stopinje Celzija ali več. Lokalna Slovenija. 10% verjetnost. To se meni zdi nesprejemljivo tveganje. Ti si enkrat dal, nazadnje, ko smo se pred volitvami pogovarjali s tabo, ko si sodeloval z nami, kaj bi politika mogla narediti, si teh 10% opisoval, kaj bi bilo, če bi se usedli v avto, ko vemo, da imamo, ali bi se usedli v avto, če vemo, da imamo 10% možnosti za prometno nesrečo. To je ta primerjava. To se meni zdi nesprejemljivo tveganje in evidentno ne obvladujemo tveganj. Ker pri tem zgornjem scenariju, pa ne govorimo o zgornjem emisijskem scenariju, še vedno smo pri srednjem emisijskem scenariju, pri srednjem scenariju emisij toplogrednih plinov, ampak zgolj pri zgornji vrednosti odziva našega klimatskega sistema, ki se lahko zgodi. Mi ga ne poznamo točno. Ne znamo ga ovrednotiti. Imamo množico paleoklimatskih študij, imamo klimatske modele, imamo znane historične odzive, tudi simulirane historične odzive, ampak točne vrednosti ne poznamo. In tukaj zelo tvegamo. Hodimo po robu. Navezal bi se na to, kar sta oba sogovornika rekla. To, na kar Žiga opozarja, to tudi mene zelo skrbi. Skratka, imamo neko to porazdelitev, kaj se bo dogajalo. Ta porazdelitev ima zelo debel rep. Mi imamo veliko več slabih scenarijev kot dobrih scenarijev. Bistveno debelejša je tam pri rastočih koncentracijah CO2. Eno pa, tisto, kar je pa Jonas rekel, da smo znanstveniki konzervativni, to se na nek način preliva tudi v IPCC poročila. Ta poročila so vedno nekako na konzervativni strani. Tudi potrjena morajo biti strani vlad pa tako naprej, ampak v resnici tisto, kar pa bi nas res moralo skrbeti, kar so pa tveganja, je pa mogoče bolj povezan s temi ekstremnimi spoznanji, ki tipično ne najdejo vedno poti v IPCC poročila. Zaradi tega, skratka, že IPCC poročila so zaskrbljujoča, ampak glede na to, da znanstveniki opažajo stvari, ki bi jih pričakovali proti koncu stoletja že zdaj, bi mi morda se morali dejansko osredotočati na to, kakšna tveganja pa prinašajo res ekstremni scenariji. Če lahko še malo o tem ledu poveš, izjemna poročila o tem, kako se led tali, kakšen led se tali zdaj in ali je tukaj v znanstvenike tudi presenetilo, v kakšnem obsegu prihaja do tega in kje? Ja, mislim, seveda izjemno zaskrbljujoča je Antarktika. Antarktika ima par ledenikov, ki so nekako konstitutivni za stabilnost teh lednih pokrovov in opažajo seveda, da te ledeniki se drobijo in izginjajo bistveno hitreje, kot so pričakovali. Obenem te dinamike še ne razumejo dovolj dobro, podatke je zelo težko dobiti, čeprav zdaj se seveda ogromno enih naporov v to vlaga. Ampak Antarktika recimo je definitivno eden od teh scenarijev, ki bi ga morali resno vzeti, zato ker kolaps ključnih ledenikov, ki recimo stabilizirajo ledne pokrove na Antarktiki, nam lahko pa prinese na te številke, ki jih IPCC daje ven glede rasti gladine, dodaten meter do konca stoletja. In zdaj to potem lahko pripelje do prognoze 2 metra dviga srednje gladine do konca stoletja, ampak te stvari so nekako v IPCC poročilih potem znotraj te medijane. In nekako se mi zdi, da tako kot je rekel Žiga, da mi tle se zanašamo na statistiko, pa morda bi se pa morali začeti ukvarjati s tem, kakšno tveganje pa prinese ta ekstremen scenarij. Scenarij, ki se nam danes zdi ekstremen. Mogoče čez 20 let se nam ne bo več zdel ekstremen. In da si znajo gledalci pa poslušalci predstavljati ta recimo 2 metra, ki si omenil, kaj bi to pomenilo za življenje. To je apokalipsa, po mojem. Jaz mislim, da ni. Mislim, da nimamo adaptacijske sposobnosti, da bi 2 metra do konca stoletja lahko akumulirali znotraj obstoječega družbenega sistema. Vedno bolj se v bistvu nam sem zdi, da živimo v scenariju filma Don't Look Up. Pa Mad Max. Pa Mad Max, kombinacija tega. Kar je
kar v tem filmu, ne, kje se najdemo, je ta nek občutek nemoči, verjetno v znanstvenikov, ljudi, ki se s tem ukvarjate, še toliko bolj, da v bistvu ves čas nekaj govorite in zdi se, da v bistvu svet sliši, ampak ne posluša zares. Kot da gre vse mimo in dogaja se business as usual. A je to neka frustracija? Jaz bi rekel, da to sicer drži, ampak smo še vedno v mnogo boljšem položaju, kot so bili pa naši predhodniki. Danes so podnebne spremembe zaznavne. Če ne druga, opazijo jih vrtičkarji, opazijo jih kmetje, spremenile so se fenološke faze rastlin. Tako da tudi recimo letos se mi polet zgodil, da me je nenormalno veliko število ljudi izven znanstvene sfere nekako z zaskrbljenjem vprašalo, to je pa zdaj nekaj hudega, to pa ni več v redu. To je pa zdaj noro postalo. V tem smislu. Ja. To se mi prejšnja leta ni dogajalo. Zdaj pa kakor, da prihajajo tudi splošna javnost nekako do spoznanja, da pa utegnejo biti zaradi tega težave. Mogoče zaradi požarov, mogoče zaradi letošnje suše, redukcije vode. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? A se zdi, da je to letošnje poletje drugačno, oziroma ali je zaradi njega prišlo, mogoče celo kumulativno, zaradi vsega, kar je bilo tudi v prejšnjih letih, prišlo do neke kulminacije javne zavesti o tem? Yes. Jonas, odkimavaš? Ja in ne. Jaz mislim, da ta javno zavest gre gor pa dol, pa gor pa dol. Zdaj smo spet na vrhu, pa zagotovo bo spet padel. Samo te valovi vse skupaj kažejo, meni se zdi, da gor. Kot je Žiga tudi rekel, vsi vemo za podnebne spremembe, vsi vemo, da bojo posledice hude. Zdaj akcija. Ne? Tam še manjka. Akcija je več v tem trenutku, ko smo na vrhu, kot lani v Nemčiji in Belgiji, ko so bili te hude plave, takrat je bilo lažje. Zdaj mogoče je spet tak okenček, ki je lažji progresivne politiki uvesti in tako dalje. Tako da ja, gre gor dol, ampak vse skupaj mislim, da trend kaže v ta pravo smer, samo čist prepočas. Okay. Ja, jaz bi se povsem strinjal. Jaz mislim, da je med ljudmi situacija precej bolj ozaveščena, kot bi mogoče sklepali na podlagi politik, ki se sprejemajo. Recimo, mislim, ne gre samo za to, da znanstveniki pa ljudje, ki se s tem ukvarjajo, opozarjajo na to. Naletel sem na nek tekst Svetovne banke, ki opozarja, da scenarij plus 4 stopinje, ki očitno, na tej trajektoriji očitno smo v Sloveniji, da nimamo adaptacijske sposobnosti na 4 stopinje, če se zgodijo 4 stopinje. Tako da pa Svetovna banka je pač ni znanstven, ne moramo jim očitati kakšnega alarmizma v tem smislu. Skratka, mislim, da je prišlo do neke širše ozaveščenosti. Meni se zdi že bistveno drugače, kot je bilo 10 let nazaj. Skratka, prišlo je do neke zavesti, da v bistvu dasimo v nek prepad in da zelo posplošujem, in da če ne bomo začeli zavirati včeraj, ne danes, da bo to v bistvu nas vse, celoten svet. Ja, jaz upam, da to ni samo moj mehurček, ampak ja, jaz bi rekel, da je. No in zdaj pridemo do tega, do najpomembnejšega. Kaj to je torej narediti? Rekli smo, da neka zavest obstaja, ampak vemo, če bomo pač ostali smo pri, zdaj karikiram, plastičnih slamcah, ne bomo rešili sveta pred temi kataklizmičnimi scenariji. Torej, kaj je treba narediti na sistemski ravni, na ravni sveta, tudi na ravni države in seveda tudi na ravni posameznika? Žiga. Vemo, kje so vzroki, kaj je vzrok, to več znanstveniki veste že dolgo. Jaz sem tukaj dokaj radikalen. Tako, moje osebne mnenje je precej radikalno. Enostavno rabimo enormno mobilizacijo kapitala, sredstev, znanja, zato, da te stvari spremenimo. To pomeni ogromno vlaganja v infrastrukturo, brezoglično, nizkooglično že, samo na ravni energetike, potem enormna vlaganja v raziskave glede adaptacije, glede mitigacije podnebnih sprememb, nove tehnologije. Ne smemo se pa zanašati samo na tehnologije. Tehnologija nas čudežno ne bo rešila. Čeprav imamo mogoče tak občutek, ker nas v preteklosti je. Ampak problemi mogoče niso bili tako zažrti v samo jedro družbe.
Danes celotna družba temelji recimo na fosilnih gorivih, nažalost. Recimo, ko smo imeli problem ozonske luknje, je bil to problem nekih spojin, ki se ga je z alternativnimi spojinami dokaj recimo enostaven dal rešiti. S tem, da smo imeli malo sreče, da so dejansko takrat imeli nadomestilo za CFC, za hladilne sisteme. Imeli smo pa srečo, da se je upoštevalo znanost. Ja, točno tako. Tudi znanost je, mislim, samo komuniciranje znanosti oziroma to, kdo je lahko prišel do glasu v tistem času, je bilo močno uredniško sito in v enciklopedijah in v recimo medijih. Danes recimo imaš ta glas, ga lahko da kdorkoli in kdorkoli si lahko nekje na spletu potrdi svoje mnenje oziroma najde potrditev svojega mnenja in pride do tega zapiranja, recimo mehurčka. In pri ozonski luknji je dejansko šlo za globalno akcijo, dosledno akcijo, implementacijo zakonodaje na globalni ravni, da se pač CFC prepove. In takrat se je to začuda zgodilo. Ja, in rezultati tega so tu. Ja. Ozonska luknja, širjenje ozonske luknje se je dejansko prenehalo, tudi stratosfera se je prenehala hladiti. Ja. Jaz bi eno repliko tukaj. Jaz se strinjam, da je zelo pomembno podnebno financiranje in vlaganje. Ampak to je samo en steber. Ker zdaj smo pregledali tudi na faksu veliko raziskav, ki kažejo, da zeleno vlaganje sam po sebi nimamo te rezultate, ki hočemo, ker rabimo komplementarne politike. Naprimer ceno na ogljik, in to ne samo 10 evrov, 20 evrov na tono CO2, ampak 100 in več evrov na tono CO2, pa regulacije in predpisi. Jaz mislim, da če imamo dober sistem regulacij in predpisov, potem tudi privatni denar gre v ta pravo smer. Če je jasno, da ne bo več avtomobilov na dizel ali pa na bencin od 2035 naprej, potem vlagajo vsi v alternativne tehnologije. Tako, ja, denar je potrebno, ampak denar lahko tudi usmerimo v rešitve, če imamo predpisi in regulacije. Tako da, ti si recimo močen zagovornik tega, da letalska industrija je daleč premalo obdavčena in da je tukaj veliko rezerve oziroma ni obdavčena. Subvencionirana je. Tako. Ni DDV-ja, ni trošarin na kerozin in tako dalje. Ja, jaz bi tudi mogoče se prepovedal zasebnih avionov ali pa tako močno obdavčil, da bistveno manj letimo. Zdaj v podnebni krizi eksplodirala je številka zasebnih letal in to je najbolj umazan način transporta. Da se nekdo pripelje iz A na B. Mogoče še fizikalen aspekt letenja. Emisije povzročene v zgornji troposferi imajo bistveno večji vpliv na ogrevanje, kot pa emisije povzročene v spodnji troposferi. Tako da letenje, glede prispevka na ogrevanje, je v bistvu še zelo premalo demonizirano. Ja, CO2 je če ga gledamo zgolj po emisijah. Je pa tle mogoče seveda problem z profilom politikov oziroma odločevalcev, ki jih imamo, ker se mi zdi, da zdaj bom začel druge. Jaz, če bi moral zbirati med Beatli pa Rolling Stonesi, sem definitivno za Beatle, ampak bi vsem citiral Rolling Stonesi. You can't always get what you want, but you might find you get what you need. In rabili bi politike, ki bi ljudem dali to, kar potrebujejo, ne to, kar želijo. Zato, ker tle mislim, da imamo eno kar precej razklopljene interese. Seveda bi vsi radi ta business as usual, pa živeli pač naprej. Ampak nekako živimo v neki utvari, da bo to šlo. Vsi vemo, mislim, da pa vemo, da ne bo šlo. Samo živimo v nekem zanikanju, da bo šlo še naprej. To je največja iluzija. In če govorimo o razogljičenju, katere konkretne stvari, vemo, da termoelektrarne so eden večjih problemov. Ukini termoelektrarne. Kateri so konkretni ukrepi, ki bi jih morali na ravni sveta zdaj začeti izvajati? Daj kar izvoli. Za elektriko si že rekla, to so termoelektrarne. Phase out čim prej.
Imamo tehnologije, to je jasno. Potem transport je zelo velik problem, ker to je sektor, kjer emisije rastejo. To pomeni električna mobilnost, ne samo zasebna električna mobilnost, ampak tudi javni promet in infrastruktura. Tukaj rabimo javno vlaganje. Potem je industrijska živinoreja, ki prispeva visok delež svetovnih emisij. In tukaj gre tudi za to, da imamo več regulacij, da imamo višje cene na produkte, ki so škodljivi za podnebje. Ta teden sem ravno brala raziskavo iz Velike Britanije, ki je potrdila to, kar v bistvu že vsi vemo, da največji ogljični odtis imajo meso, ribe in tako naprej, mislim, da sladice. Skratka, to absolutno bolj obdavčiti oziroma se nečemu odpovedati. Ja. Absolutno. Siri, mislim, da so tudi visoko zgoraj. Mislim, te tri sektori, energetika, promet in kmetijstvo, sigurno. Potem še industrija, jeklo, aluminum in tako dalje. Beton. In če smo pri razogljičenju, ali je možno torej doseči, danes sem brala ene raziskave, da so po nekih scenarijih, da je možno 100% energije iz obnovljivih virov doseči še do leta 2050. Kaj mislite o tem? Glih ta teden je prišla ven študija, v bistvu review study, ki pregleda vse raziskave od, meni se zdi, 2005 naprej. In je več in več izzivov, ki so bili pri 100% scenariju za OVE, lahko rešimo. In če gledamo nazaj v Nemčiji, naprimer, v 90-ih letih so bili kampanje, ne moramo imeti več kot 0,5% obnovljivih virov v omrežju, ker potem bo kolabiral. Zdaj imamo več kot 40 teh intermittent virov in še vedno funkcionira. Tako tehnologija napreduje, to je tudi evolucija. Sigurno danes omrežje še ni tak, da bi imeli v Sloveniji 100% sonce, veter in tako dalje. Ampak bo. Jaz mislim, da moramo na to gledati kot proces, evolucijski proces, ne kot nekaj, kaj danes lahko načrtujemo za leto 2050, ker stvari se spreminjajo. Tudi za Slovenijo so študije to pokazale. Če se sam naslonim na študijo kolega, recimo Bohinca, fizika, znanega slovenskega elektroenergetskega podjetja, oni so naredili recimo študijo lokalno za Slovenijo, so pokazali, da s kombinacijo recimo obnovljivih virov energije, ustreznih hranilnikov in pa tudi recimo drugega bloka jedrske elektrarne se da povsem razogljičiti slovensko energetiko oziroma vsaj ta del energetike, kar se tiče proizvodne elektrike. In to zagotovo do 2050, ne? Zagotovo. Seveda ob ustreznih tudi hranilnikih, tako recimo črpalnih hidroelektrarnah, baterijah, ampak vse v smislu nekih realnih, dokaj konzervativnih predpostav glede razvoja te tehnologije. Torej, brez upanja na čudeže. Vidva se oba zavzemata za drugi blok nuklearke, ne? In mislita, da je to v bistvu del rešitve. Jaz se ne zavzemam, samo ne favoriziram tega napram drugim virom. Bi pa rekel, da moramo pa trenutno nekako izkoristiti vse opcije, vso tehnologijo, ki jih imamo in ne upati na neko čudežno prihodno tehnologijo, ki nas bo rešila. Zgolj to. Ja, točno to sem hotel jaz prej dodati, ne? Da je treba ponavljati mogoče to sporočilo, da tehnologija obstaja in da zdaj je pač na politikih, zdaj potrebujemo politično odločitev, medtem ko sklicevanje na to, da rabimo neko višjo tehnologijo, ki bo šele prišla v neki nedoločeni prihodnosti, je pač alibi za to, da se nič ne naredi. Ne? In zato sem jaz skeptičen do teh pozivov k visoki tehnologiji. Seveda rabimo visoko tehnologijo, jo bomo rabili, nisem tehnofob, ampak rabimo pa tudi politične odločitve, ki bo implementirale take politike. Kar se tiče NEK2, jaz ravno tako, recimo mene osebno ne skrbi jedrska tehnologija, mislim pa, da nujno rabimo široko javno razpravo in da nujno rabimo referendum konec koncev o NEK2,
in to mora steči včeraj. Da bo imelo široko mislim, javno potrditev. Moja osebna, recimo to, kar mene recimo bega, je to, da se NEK2, recimo seveda si nihče ne želi, da se sprevrže v še en TEŠ6, po tej koruptivni liniji, po drugi strani pa, če ga bomo gradili 20 let, je pa res vprašanje, treba pretehtati, a ne bi mogoče pol investirali tega denarja v druge vire. Ne. Še enkrat pa poudarjam, mene sama tehnologija ne skrbi me pa prtlaga, ki pride zraven. Jaz mislim, da to je zelo pomembna točka. Tebe, kar skrbi pri jedrskih elektrarnah, je ta ekonomska učinkovitost oziroma kaj se dogaja s ceno. Ja, in ta optimizem, da lahko načrtujemo jedrsko in bo vse šlo po planu. Cenovno in javnomensko in z političnem procesu. Mislim, da gledamo na to čist preveč kot inženirski izziv. In ni samo inženirski izziv. In to tveganje zame tudi ni zdravje ali pa da bo kakšna nesreča. To še najmanj mene skrbi. Mene skrbi, da ne bomo izpeljali investicijo do konca. Da bomo vlagali veliko denarja, javnega denarja, veliko časa in na koncu nimamo nič od tega. Imamo pa že danes tehnologije in se strinjam tukaj, zakaj pa ne gremo zdaj v 100% učinkovitost v industriji in gospodinstv. Zakaj ne v sonce? Mislim, zdaj vlada kaže znake, da bo bistveno več vlagal v sonce. Mi imamo 1% elektrike iz sonca, ki zamujamo v Sloveniji. Druge države imajo bistveno več in zaradi tega jaz vidim tudi to tveganje, da vidimo to kot rešitev. Bomo že imeli drugi blok in mogoče na koncu ne bomo ga imeli. Ker tam je vpliv na okolje, vpliv čez mejno. Avstrija je znana kot nasprotnik jedrske tehnologije, so že tožili Anglijo, Evropsko unijo in tako dalje. Ampak vidimo, kaj se zdaj v Nemčiji dogaja. Mnenje se spreminja. Tako. Ja, ampak to gre gor na 40% v Nemčiji. Za jedrske. In še velike podjetja pravijo, ni poti. Ampak preko 50. 55, do 60. Okay. Umikam pripomb. Skratka, v luči energetske krize, še posebej letošnjega leta, se javno mnenje torej v Nemčiji spreminja v prid tega, da ne ugasnejo nukleark. Samo če poslušamo podjetje, ki v bistvu imajo nuklearke, oni pravijo, ni poti nazaj. Mogoče za eno ali pa dve še, ampak meni se zdi tudi etično vprašljivo, da že govorimo o NEK2, če še nimamo niti skladišče za srednjo radioaktivne odpadke, niti ne govorimo o end storage. Tako da skratka, morali bi rešiti, politiko bi morali v tem primeru zavezati, da vse te odprta vprašanja uredi, da se zaveže k transparentnosti, k učinkovitosti in k temu, da bi do NEK-a prišlo v tem primeru razmeroma hitro in da ne bi se ponovila zgodba s TEŠ-em. V tem primeru vidva recimo nimata zadržkov, ne? Jaz čist nobenih. Jaz tudi ne. Tudi glede same, bi rekel, energijske gostote, v smislu tega, koliko prostora potrebujemo na enoto proizvedene energije, v smislu tega, koliko surovin potrebujemo, betona, oziroma cementa za neko proizvedeno enoto energije. Tukaj so številke v prid jedrski elektrarni napram obnovljivim virom energije. Jaz bi samo še dodal, da omenjali smo sonce pa NEK. Ampak recimo glede vetrne energije je prišla recimo je bila najbolj izpostavljena Volovja Reber, kjer je bil pač ta konflikt. Ampak tukaj je tudi, kakor sem jaz bral poročilo te iste skupine, ki je problematizirala Volovja Reber, da pač obstajajo vseeno znatna področja v Sloveniji, kjer bi to bilo recimo okoljsko sprejemljivo. Jonas? Jaz bi samo te debati še dodal ta ekonomski vidik, da ko vlagamo, imamo
smo žrtvi zelo velikokrat planning fallacy, ne? Da smo preveč optimistični, ker mi gledamo, kaj so cene, ko kupimo nuklearko v ne vem kje, sploh v Koreji, Rusiji, ni glih lepih izbir trenutno, kaj je cena in potem pač tak plan napišemo. Samo ne vemo, kaj so še cene, če najdemo še nekaj v tleh. Če gledamo, da zdaj se stopnjuje requirements for risk adaptation of these power plants in tako dalje. Tako da mi mislimo, da smo v kontroli, da imamo pod kontrolo vse, ampak nimamo. Če gledamo drugi tir, to je 20-letni projekt in mogoče ni tako kompleksno, kot graditi novo nuklearko. Tako da bojazen, da bi se to zamaknilo, da bi dolgo trajalo in da bi na koncu še fuzijski reaktorji bili prej. Ampak tehnologija, kot je, ne, se strinjam, ima prednosti. Ne. Samo ta tveganje, da stavimo na tehnologijo, ki ima sicer prednosti, ampak nikoli ne bomo imeli koristi od tega, to je zelo visoko. Ne. Tako da jaz bi čakal še 10 let, bo vse vlagal v sonce, v učinkovito rabo in potem gledali. No? Ker nek ena obratuje še do verjetno 2043. Tako da se ne mudi zdaj. A lahko se soncem rešimo? Pa vetrom? Jaz nisem energetik, sploh ne želim odgovoriti na to vprašanje. Bi prepustil to strokovnjakom, tistim, ki se s takimi simulacijami ukvarjajo. Tako da, ne vem. Moj odgovor je, da ne vem. Jaz isto, samo mislim, da gledati na Slovenijo kot izoliran trg je napačno. Ne? Že zdaj včasih TEŠ ne obratuje in ima remont in mogoče potem rabimo še dodatne vire, če nek ne obratuje. In se da, ker imamo kapacitete uvoza. To je ekonomsko vprašanje končno. Ne bomo brez elektrike v Sloveniji, ampak za kakšno ceno bomo kupili elektriko. To je veliko vprašanje in nisem, tako kot Žiga je rekel, energetik, da bi imel odgovor na to. Mi smo imeli, kolegica Lea Udovč je imela nedavno v rubriki Poglobljeno intervju z dr. Žigom Malekom, ki je okoljski znanstvenik, ki preučuje, kako ljudje izrabljamo in spreminjamo zemeljsko površje za lastne potrebe. Veliko od tega, kar smo se danes mi tudi tukaj pogovarjali, oziroma se pogovarjamo, je tudi on povedal in poudaril. Mi smo ga obiskali v Amsterdamu, kjer živi in dela. Recimo on s pomočjo modelov, ki jih imajo tam na inštitutu, lahko dobro vidi, kam bodo naša dejanja v prihodnosti vodila. In Lea recimo ga je vprašala, kaj kaže napoved za prihodnjih 30 let, če bo človeštvo nadaljevalo s podobnim tempom in podobnim neukrepanjem kot doslej. On pravi, če predpostavimo, da ničesar ne naredimo, če bomo sledili isti logiki kot sedaj, da bo poraba fosilnih goriv, mesa, mlečnih izdelkov vedno večja, da bomo pozimi v Evropi jedli tropsko sadje, bo to imelo veliko neposrednih posledic, ki se jih včasih ne znamo predstavljati. Zdaj pa on svojega področja pojasni, to je manj gozdov, več površin namenjenih intenzivnemu poljedelstvu, več pašnikov, bo pomenilo več erozije tal, več sedimentov bo šlo v morja, več bo degradacije koralnih grebenov. Hkrati pa so tukaj tudi stvari, ki jih naš model ne more pokazati, to so konflikti med ljudmi. Danes imamo po svetu konflikte zaradi naravnih virov, recimo zaradi vode, in tega bo vse več. Preprosto povedano, poleg okoljske degradacije bo tudi več človeškega trpljenja. Mogoče ne v Evropi, nedvomno pa drugod. Jaz bi rekla, da verjetno tudi v Evropi. O pitni vodi v Sloveniji in o težavah, ki jih lahko imamo s pitno vodo ob nadaljevanju teh trendov v Sloveniji, bomo pisali v nedeljo v Poglobljeno. Starš Zgonik pripravlja en članek. Kar je Malek še rekel, on je odgovoril na vprašanje, kaj vas najbolj skrbi, in tukaj se spet vračamo na ta business as usual in na don't look up. Skrbi me, da bomo preprosto nadaljevali tako še naprej. Rekli ste vsi tri že nekaj o tem, kaj pričakujemo zdaj od politike, ampak na kak način ta svetovni ustroj, takšen kot je, to, da smo navajeni živeti kot živimo. To, da kapitalizem poteka na tak način, da biznis poteka na tak način, kako to zaustaviti, kako zresetirati svet, no, če pač zelo naivno vprašam.
Mislim, da je prvi pogoj, da se zavedamo osebne odgovornosti. Ne bom poudarjal, da je osebna odgovornost edina ključna, ampak začne se pri osebni odgovornosti. Začne se pri osebni odgovornosti vsakega posameznika. Pri tem, da se nekako svesti, zaveda, koliko prispeva recimo k degradaciji planeta in da se zaveda tega, da bo tudi njegova dejanja, kaj bodo pomenila za prihodne rodove. Mene je velikokrat zmot, ko nekdo reče, 100 podjetij onesnažuje toliko, pa toliko proizvedeno, bom rekel na pamet, 80% emisij. Že 100 podjetij proizvede 80% emisij. Ampak za koga pa ta podjetja proizvaja? Ne za nekega imaginarnega potrošnika, ampak za nas. Mi smo tisti, predvsem mi v razvitem svetu, smo tisti, ki imamo daleč največji ogljični odtis. Gledamo globalno. Recimo nek Evropejec ima en velikostni red 10-krat večji ogljični odtis, kot pa recimo nekdo iz jugovzhodne Azije, ali pa mogoče 50-krat večji odtis kot nekdo iz podsaharske Afrike. In seveda, ko imamo to osebno odgovornost, lahko tudi zahtevamo sistemske spremembe. Ampak začne se tukaj, ne s prelaganjem odgovornosti na nekoga drugega, ampak se zavedati sam pri sebi, kako bi lahko izboljšal oziroma zmanjšal ogljični odtis, potem pa takoj zahtevati tudi naprej sistemske spremembe. Jonas? Ja, jaz samo mislim, da ko gledamo na posameznik in se strinjam, da posameznik ima močno vlogo v tem, ne razmišljamo o posamezniku kot potrošnik. Ker jaz sem posameznik tudi, ko delam, ko sem del organizacije. Če moje v službo bi bilo zdaj politik ali pa direktor firme, potem imam jaz bistveno več moči usmeriti dogajanj v smer razogljičenja. Tako da mi smo potrošnik, in kot potrošnik lahko manj letim, manj mesa jem, nimam avtomobila in tako dalje. Te bistvene stvari, ne da ločujemo odpadke, to ni pomembno za podnebno krizo. Ločujemo odpadke, ampak ni pomembno za podnebno krizo. Lahko kot potrošnik vse te stvari delam, ampak potem spremenim zelo malo. Če sem pa direktor firme in investicije peljem v to smer, da investiram v elektrifikacijo, obnovljive vire in tako dalje, ima to večji vpliv. Če sem učenec na šoli ali pa na faksu, lahko tam zagovarjam spremembe. Lahko sem političen, sem del stranke, sem del gibanja, da imamo to temo v medijah vsak dan. To mogoče ima bistveno večji vpliv. Že, ampak začne se z osebnim zgledom. Če nekdo ne živi po standardih, ki jih sam zagovarja oziroma o njih govori v javnosti, potem zagotovo ne vleče v pravo stran. Saj ljudje vidijo, govori to, dela nekaj drugega. Zato pravim, oseben zgled in potem, ko si nekako zadovoljen sam s sabo, s svojim prispevkom na tem, potem lahko nekako tudi naprej zahtevaš sistemske spremembe. Mora biti kombinacija obojga. Ampak to je za posameznik toliko frustrirajoče, če noče iti z avtomobilom, ampak nima druge možnosti. Če hoče kupiti lokalno, ekološko, pa nima izbire. Če hoče spremeniti nekaj v firmi, ampak je samo en delavec in noben ga ne posluša, to je zelo frustrirajoče. Tako da jaz mislim, to ni začetek. Mi rabimo sistemske rešitve, ki omogočajo tak življenjski slog, ki je v bistvu nizko ogljičen. Ampak za ta življenjski slog nizkoogljičen bomo morali mi tudi drugače živeti. To pomeni, ne bo dovolj, da se odpovedujem mesu, recimo, kot je zdaj pravilno, da je postalo popularno. Če grem potem 3-krat na leto leteti na Maldive, ker because I can. Primer, Slovenija, povprečen Slovenc proizvede približno 8 ton, recimo, ali pa nekaj manj kot 8 ton CO2, oziroma ekvivalenta CO2, če upoštevamo še toplogreden potencial ostalih toplogrednih plinov. In zdaj z enim, recimo, biznis letom na drug konec sveta že proizvedemo ekvivalent tega. Samo enim povratnim letom. Samo z enim povratnim letom. Samo enim, a ne? Da ne govorimo o privatnih letih oziroma tudi pogostih letih v ekonomskem razredu. In pač tukaj si treba naliti čistega vina.
To ni vzdržno, to ni racionalna raba energije. Torej, vsi, ki zdaj poslušajo... Zgleda energija prepoceni. To je moje nepopularno mnenje, če si to lahko privoščimo. Če jo lahko tako neracionalno trošimo. Torej, vsi, ki zdaj gledajo, poslušajo in ki si želijo nekaj spremeniti pri sebi, pač o sistemu smo prej nekaj govorili, največ, kar lahko naredijo, je, da ne letijo. In potem pri avtih, verjetno. Recimo v razvitem svetu je, kamor seveda sodi tudi Slovenija, je transport pomemben delež emisij posameznika. Nekje bi rekel recimo 35%, zelo na pamet govorim, ampak recimo 35% je tudi na nivoju Slovenije pomen transport. Od tega je recimo oseben transport je odgovoren za 3/5 slovenskih emisij iz sektorja transporta. Torej, transport z zasebnimi avtomobili. Ja, jaz se seveda strinjam s pozivom k osebni odgovornosti, obenem se pa strinjam tudi s tem, kar je rekel Jonas. In sicer živimo v nekem sistemu, ki zelo elegantno zvaja sistemske težave na individualna ramena. Ne? Absolutno se strinjam, da se bomo morali tudi bolj potruditi, da znižamo svoj ogljični odtis, in to pomeni vse to, kar je Žiga naštel. Obenem pa, tako kot je rekel Jonas, če nekdo ne more do službe, skratka, treba je, kar hočem reči, da ne bom preveč okolišil, da je pač treba absolutno agitirati za zakonodajo, ki bo omogočila, učinkovito mrežo javnega prevoza, da bo ljudje lahko živeli nizkoogljično. Mislim, da te dve stališči nista v protislovju, ampak sta komplementarni. Po drugi strani, kaj lahko naredimo? Je pa seveda v demokraciji je pač mehanizem poti do zakonodaje to, da pač ne volimo strank, ki ne jemljajo podnebnih sprememb resno. Jaz mislim, da danes, če grem malo v ta politični populizem, danes ti ne moreš zase trditi, da si domoljub, če relativiziraš podnebne spremembe in če jih ne jemlješ resno. Bistveno več šteje, kako glasuješ v parlamentu ob recimo zeleni zakonodaji, kot to, kolikrat si slikam pod slovensko zastavo. In nekatere stranke še vedno oportunistično zanikajo tukaj znanstvena dejstva. Še vedno imamo politike, ki govorijo fake news v zvezi s podnebnimi spremembami, ker je pač to se lepo sliši, verjetno. Ne? Ja, pač tle SDS je pač nekako vodja. In ja, tako kot sem rekel, ne moreš biti domoljub, če ne poslušaš v znanstvenih stališč s tem v zvezi. Pika. Ker ignoriranje podnebnih sprememb zagotovo ni dobro za Slovenijo, za potomce, za Slovence, če hočeš. Ampak jaz mislim, da to je samo strateška poteza, ker volivci radi imajo provokacije. Če gledaš, kdo v Sloveniji ve, da podnebne spremembe se dogajajo, se strinja, da smo mi krivi. To je bistveno več kot 80-90%. Tudi če gledaš ljudi, ki volijo skrajno desno, je to še vedno manj kot 20% teh ljudi, ki mislijo, da mi nismo krivi za podnebne spremembe. Tukaj gre samo za provokacijo. V bistvu volivci tudi se zavedajo, da se dogaja. Kdo pa letos poletje ne vidi posledice podnebnih sprememb v Sloveniji in Evropi? Noben. Ampak te provokacije imajo realne učinke. Ja. Če navezal na tisto, kar smo prej govorili, pogovarjali smo se o osebna odgovornost ali sistemske spremembe. Ja, bom rekel, podjetja so dokazano v preteklosti šla s to kampanjo osebne odgovornosti, da bi se oprala lastne odgovornosti. To je dejstvo. Ampak ne moramo pa mi zdaj na isti način bežati od osebne odgovornosti in jo prelagati na nekoga drugega. To je bil mogoče moj point, oziroma moja glavna točka, ki se je mogoče izgubila v debati. Se mislim, da je res, da pač gre za komplementarne, ni se izgubila. Seveda ne gre za bežanje od osebne odgovornosti. Slabo poudaril. Ne, zelo si bil jasen. Jaz sem pred časom sem imela nek pogovor z Janicem Varufakisem in sem ga takole malo izvala na koncu, ko govorimo o sistemu.
in o tem, kar človek dela na sistemski ravni Zemlji. Sem ga vprašala, da Agent Smith v Matrici reče, da smo ljudje v resnici pravi virus na Zemlji, in če se on strinja, on reče, seveda ne, se ni strinjal z mano, nismo ljudje virus, kapitalizem je virus. Jaz se potem nisem strinjala z njim, sem rekla, ampak kapitalizem smo naredili ljudje. In on meni odgovori, ne, nismo ga. Kapitalizem je organizacija družbe, ki se je razvila in nas pripravila kot virus. To je virus, ki se je razvil znotraj naše zgodovine in imamo možnost, da ga končamo. Ampak ne smemo pa se videti kot vrsta, ki je odgovorna za ta virus, to bi bilo narobe. Kako vi tri vidite v bistvu to, kaj je človeštvo? Mislim, očitno smo problem, ampak če vas prav razumem, smo tudi rešitev. Filozof. No? Ja. Filozofu pa odgovor. My time to shine. Recimo v renesančni filozofi so rekli, da človek je pač žival, ki je sposoben največjega dobrega in največjega zla. Tako da ja, mislim, seveda rešitev ni, kako bi rekel, rešitev podnebnih sprememb ni logično protislovna, možna je. Ampak vprašanje je možno v trenutnih okvirih. Vprašanje je možno v okvirih kapitalizma. Kapitalizem je zelo velikokrat pokazal izjemno sposobnost adaptacije, tako da očitno kapitalizem izpolnjuje neke funkcije, ki nam ustrezajo. Ampak jaz mislim, da če, kako bi rekel, ni mi očitno, da je znotraj kapitalizma možno rešiti podnebne spremembe, če ne bo radikalnih sprememb samega sistema. Prej bi stavil, da če bo prišlo do zaostrovanja kapitalizma, da nas čaka samo barbarstvo. Ni po mojem. Skratka, možnost je, ampak za to možnost se bo treba potruditi in transformirati način ureditve. Jonas, ti si v doktoratu v bistvu se ukvarjal s svojim prav to zeleno rastjo oziroma z razogljičenjem. Kako tukaj vidiš to? Ja, jaz mislim, da ta cela debata in tudi Marcel Štefančič je zdaj pisal esej v prejšnji Mladini o tem peku, ki so podnebne spremembe in neoliberalna ekonomija, kapitalizem. Ampak ta cela debata mi gre včasih malo na živce, ker je cel čas na ravni diagnoze. Kaj je narobe? Ampak ja, se strinjam, kapitalizem je del problema, akumulacija moči prispeva k temu, da še vedno imamo ta cel ekstraktivizem fosilnih goriv, da dobičke zdaj grejo v nebo, ko so cene energentov tako visoke. Je del problema. Samo kako pridemo ven iz kapitalizma? A pridemo ven? A imamo mi inštrumente? Ne vem. Ampak dokler smo v tem sistemu, moramo najti inštrumente, da gremo v ta pravo smer. Mi smo zdaj del sistema in ne pridemo ven iz tega. Ali bo nekdaj kolaps? Ok. Mogoče bo kolaps. Transformacija je nujna. Ne pomeni, da gremo ven. To ne vem. In politike, mislim, ZDA ima zelo aktivno industrijsko politiko. To ni svoboden trg. Oni vlagajo v tehnologijo. Mi rabimo to. Mi rabimo investicije v tehnologije in tako dalje. Na drugi strani pa rabimo predpisi, ki onemogočajo, da še vedno kopljemo premog, olje, da kurimo in tako dalje. Tako da, ja, regulacijo je potrebno, ampak nota sistema in kako pridemo do te stroje regulacije, to je $1 million question, ne? Ja. Ampak sam jaz tako veliko vprašam. Zelo velikokrat se je izkazalo, skratka, na kaj jaz ciljam s tem svojim pesimizmom, je, da se je zelo velikokrat izkazalo, da je regulacijo nemogoče vzpostaviti. In na to hočem reči, če bomo sposobni vzpostaviti dovolj močno regulacijo, potem obstaja rešitev znotraj tega sistema. Če tega ne bo mogoče vzpostaviti, potem pač to de facto ni bilo možno narediti. In pa ne vidim rešitve. Mislim, da rabimo okolju na splošno pripisati ceno. Zdaj se pogovarjamo o ceni recimo ogljika. To je recimo, zdaj se bom sklical na neko pismo
ameriških ekonomistov, med njimi nekaj Nobelovih nagrajencev, ki so v časniku Wall Street Journal recimo objavili nek poziv k tem, da je pač treba vzpostaviti oziroma ogljičen davek kot najbolj učinkovit mehanizem. Ampak tukaj bi šel mogoče še dalje, zgolj v razmislek. Kaj pa davek na rabo zemlje? Davek mogoče, oziroma še večji davek na rabo vode. Tudi tukaj se obnašamo z naravo, kot da je napol zastonj, kot da je neusahljiv vir, ali pa recimo s surovinami, kot da je neusahljiv vir. In šele, ko bomo uspeli vsem tem surovinam oziroma vsem tem naravnim dobrinam pripisati ustrezno ceno, ustrezno prihodno ceno, potem bo to mogoče znotraj tega obstoječega sistema. Samo tukaj imam dvom, da to so rešitve spet izven današnjega sistema, ker to so res mokre sanje ekonomistov, da imamo na svetu isto ceno za ogljik, za vse emisije in tako dalje. In ne pridemo tja. Ne? To je jasno. Zdaj, lahko v Evropi imamo ceno, imamo emissions trading system, imamo v Sloveniji CO2 davko in tako dalje, ampak to so cene, ki v bistvu ne čutimo. Mi plačamo veliko več trošarine na liter dizel kot CO2 davko. To ne bo spremenilo. In te cene, ki rabimo, so ne spremenljive, not acceptable v Sloveniji. Tu so rekli na Ministrstvu za finance, so rekli, to je inštrument, da dobimo davke nota za proračun. Obnašanje se ne spremeni. Žiga? Ja, ampak to regulacijo globalno je možno vzpostaviti. Evropska unija ravno zdaj skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo in z Evropskim centrom za srednjeročne napovedi vremena vzpostavlja mehanizem, kako bi iz satelitskih meritev se dal natančno, zelo natančno, nekje na 4 km natančno do leta 2026 locirati vire, recimo, emisij. To pomeni, da v prihodnosti ne bo več mogoče, recimo, goljufati oziroma seliti industrijo v tujino in potem ne biti odgovoren za to selitev industrije v tujino. Goljufati pri navajanju, recimo, emisij toplogrednih plinov. Kar pomeni, da bomo imeli cel svet globalno pokrit z dobro časovno ločljivostjo, z dobro prostorsko ločljivostjo o emisijah toplogrednih plinov. CO2, metan, dušikovi oksidi. To pa je vse en tak, bi rekel, zelo znanstveni regulatorni mehanizem, v katerega imam kar nekaj upanja, bi rekel. To je vidik natural science. Lahko merimo, lahko uvedimo, samo politično, družbeno je to nemogoče. Vem, ampak trenutno niti merimo ne dobro. Mogoče se moramo delati, da je mogoče. Ampak, ne. Ne, to mi je všeč, kar si rekel. Mogoče se moramo začeti delati, da je mogoče to, kar mi v tem svetu, kot zdaj funkcionira, se nam zdi, da ne bo mogoče. Mogoče moramo pa od politikov začeti zahtevati to, ker se nam zdi, da politiki ne bojo želeli. Mogoče pa to rešitev. Nekaj bi sam še spomnil na eno zelo preprosto rešitev, mislim, to je en drobec v mozaiku tega, kar mi danes govorimo, ampak zelo pomemben, ker je nekaj, kar se z izjemno malimi sredstvi da dobro rešiti. Gre za sajenje oziroma za varovanje obstoječih dreves v mestih. Ne. Letos, ko smo delali meritve v mestu, kaj so prinesli vročinski valovi, kakšne so bile razlike, ogromne razlike med deli mesta, ki imajo v Ljubljani drevesa in deli mesta, kjer so drevesa bila posekana ali pa pač jih sploh ni bilo, kjer je pač beton, so to ogromne razlike, ki vplivajo na vse možno, ne, tudi na zdravje ljudi in tako naprej, in kar vsi občutimo. In mi bi morali zahtevati, da pač mest se ne vodi na način, kot se jih, da je možno, da obstajajo ti toplotni otoki. In to je nekaj, kar je izjemno poceni. Ne? Dr. Blaž Klobučar je za poglobljeno v bistvu rekel, vsakič, ko v mestu pogledate skozi okno, bi morali videti vsaj 3 drevesa. In to je tisto, recimo, to so tudi neke nesistemske
ampak hkrati tudi sistemske, predvsem pa na ravni mest, lokalnih skupnosti, nekaj, kar bi mi morali zahtevati od politikov. Se strinjate? Ja. Zdi se smiselno. Ja. Jaz zdaj tle razen nekih individualnih opazk težko kaj rečem, ampak lahko pa rečem, da sem bil nedavno na Dunaju in da je Dunaj začel prakso, da so začeli zeleniti notranja dvorišča in da bom povsem laično rekel, da se je meni zdel to fantastičen projekt. Da je to nekaj, kar bi se verjetno dal prenesti tudi v Ljubljano, ki se zelo rada primerja z Dunajem. Žiga, zelene strehe, ti jih pogosto omenjaš? Jaz tukaj omenjam to predvsem zaradi adaptacije nekako na ekstremne padavinske dogodke, ki jih je vedno več, so vedno intenzivnejši, za vsako stopinjo ogrevanja je v zraku recimo nekih 6-7% več vodne pare in ob ustreznih atmosferskih pogojih se toliko več te vodne pare lahko kondenzira in sprosti potem na tla v obliki padavin. Še več, zdaj študije, ki so na podlagi meritev različnih postaj iz Srednje Evrope, so celo pokazale, da je pri visokih temperaturah rosišča, recimo 18 stopinj in več, ki se pojavljajo poleti, tudi na našem območju, da je pa takrat ta rast za vsako stopinjo ogrevanja še večja. To pomeni, lahko pričakujemo, za vsako stopinjo rasti nekje 15% intenzivnejše padavinske dogodke. Zdaj pa lahko zračunamo, če se temperatura v Sloveniji bo ogrela recimo poleti za 4-5 stopinj Celzija, to pomeni, da bo v takih običajnih nevihtah pač padlo še enkrat več padavin, v najbolj ekstremnih pa tudi še enkrat več. Poenostavljeno, namesto 50 mm v eni uri ali pa v 2 urah jih bo pač padalo 100. To je tako zelo poenostavljeno povedano. Prej, ko smo govorili treba je vso to vodo nekako treba je pač odvodnavanje imeti ustrezno ali v to vodo nekaj časa zadržati znotraj, bi rekel, nekih travnikov ali takih streh, recimo v urbanih področjih, kjer travniških površin ali pa gozdnih površin ni. Prej, ko smo govorili o tej skepsi oziroma nezaupanju v znanost oziroma o tem, kar nekateri politiki še vedno govorijo, to, kar je zdaj prevladujoča, ti skeptiki do podnebnih sprememb, ki so prej agitirali oziroma govorili proti znanosti in proti podnebnim spremembam, so se zdaj, kot pravi Michael Mann, spremenili to svojo naracijo in gre zdaj za inaktivizem, kot on temu pravi. Skratka, da se ne govorijo več, da podnebnih sprememb ni, ampak gre veliko v smeri, saj ne moremo nič narediti. Ali pa premalo lahko naredimo. Nekaj smo danes o tem rekli, da se lahko veliko naredi, da je treba začeti čim prej delati. Povej. To so stopnje, zanikanje. Najprej podnebnih sprememb ni, meritve so napačne. Druga stopnja, podnebne spremembe sicer so, ampak zanje ni kriv človek. Tretja stopnja, res, da je kriv človek, ampak mogoče bodo celo dobre. No, in to je mogoče taka zanimiva anekdota iz 19. stoletja. Tudi Nobelov nagrajen za kemijo, recimo Svante Arrhenius, Šved. On je recimo prvi bil tisti, ki je ugotovil, za koliko bi se Zemlja ogrela v podvojitvi koncentracije toplogrednih plinov. On je takrat ocenil, mislim, da 5,6 stopinje Celzija. Kar je bila izjemna ocena za ta čas, res izjemna. Ampak če pogledamo, recimo, on je rekel kaj? On je rekel, to bo celo dobro. Mi moramo nadaljevati z izkoriščanjem fosilnih goriv. Zakaj? On je seveda gledal lokalno, na švedsko kmetijstvo, nisi pa mislil, da lahko raba fosilnih goriv tako strmo naraste. In zanj je bilo to nekaj dobrega. In tudi danes imajo zelo različne interese. Študije kažejo, recimo Rusija, Kanada, severne dežele bi lahko imele celo nekaj koristi od tega. Tako da zelo kontradiktorni interesi so tukaj. Jaz se popolnoma strinjam in bi to povezoval z vprašanjem, ki si prej dala in v bistvu še nismo dali odgovor, zakaj imamo še vedno ta stanje business as usual. In jaz mislim, da je to povezan s tem zanikanjem, da je mogoče doba. Mi še ne čutimo posledice tako močno. Mi se prilagodimo. Imamo več dreves v mestu, imamo klimo in življenje je pravzaprav vse skupaj fajn za vse nas tukaj v zahodnem svetu.
plus en fenomen shifting baseline syndrom. Ne. Moji oči sta rojena v svet, ki v Sloveniji po zimi večinoma nimamo več snega. Ne. Umeten sneg na smučiščah, ampak to je normala. Ne. Oni vidijo to kot baseline za razvoj. In ta baseline se premika, ne, navzdol, v bistvu v tem primeru. Če smo imeli na Pohoju, zahodni Pohoj 50 let nazaj še 100 dni snežno odejo, imamo zdaj 50 dni. Ampak za ljudi, ki so danes rojeni, je to normala. Ne. To je ta shifting. Zato to je mogoče tudi še en razlog, zakaj mi še vedno delamo business as usual. Ne. Ker svet, kot mi poznamo, se ne spremeni toliko. Ne. Ali pa toliko hitro. Samo zdaj eskalacija. Ne? Mislim, lani, letos res čutimo to eskalacijo. Jaz upam samo, da to je začetek velike krize, ki zdaj nam da ta impuls, da res ukrepamo. In zdaj se vračamo na začetek in s tem bi končala v bistvu s to hitrostjo in brutalnostjo podnebnih sprememb, ki smo nekaj tega doživeli v teh prizorih letošnjega poletja. Kakšne so vaše napovedi za prihodnost? Če bomo tukaj sedeli čez 10 let, kaj bomo gledali? Zdaj govorimo odprto o scenariju, če ne ukrepamo takoj. Ja, če ne ukrepamo takoj, je odgovor najbolj enostaven. Ne? Potem lahko vzamemo projekcije IPCC, pogledamo verjetno najbolj skrajne scenarije in lahko približno vidimo, kje bomo, kar se tiče planeta. Seveda je pa zelo težko sklepati, kako se te transformacije planeta pol prevedajo v neko družbeno, geopolitično situacijo. Ti lahko ob dvigu gladine morja narediš ograjo okrog, oziroma zid okrog Pirana, pa si ga ločil s tem od morja. Seveda ga pa ne moreš ločiti od 500 milijonov beguncev, od suš, od pomankanja vode in tako naprej. Govorimo torej in o revščinah, in o množici podnebnih beguncev. Ja, in o dezertifikaciji v tropskih. Pač seveda je celotna plejada sklopljenih posledic. Jaz mislim, da je zelo težko napovedati, oziroma, tako kot je Žiga rekel na začetku, te modeli imajo znatne negotovosti, ampak še bistveno težje je pa po mojem ekstrapolirati v to, kakšna bo pa zdaj družba znotraj te ovojnice scenarija, če nič ne naredimo. Če pa naredimo, pa imamo dejansko, mislim, da imamo še vedno škarje in platno v rokah, lahko naredimo veliko, skozi različne politike in regulacijo. Škarje in platno imamo definitivno v svojih rokah. Če takoj zdaj prenehamo emitirati, bi rekel, toplogredne pline, potem temperatura začne stagnirati v roku 2 desetletij. Samo naša izbira. Ja, jaz mislim, da če vprašaš 10 let, tukaj v Sloveniji se prilagodimo. Če je suša, če so poplave, to je za BDP še doba, ker provocira aktivnost, ekonomsko aktivnost. Se heca malo. Ampak naprimer šport je zelo pomembno za Slovenci. Kdo pa ve, da Tour de France, oni špricajo vsak dan vodo na cesto, da lahko sploh grejo, ker je prevroče drugače, že zdaj. Ampak to ne vidimo. In jaz mislim, ta svet, mi živimo v svojem bablu, da mislimo, se gre v redu in jaz mislim, da bomo tudi še 10 let v tem svetu živeli. Isto za kajakaši so gradili zid v Nemčiji zdaj pri Evropskem prvenstvu, da sploh imajo dost vode, ker toliko malo vode. Se prilagodimo. Ampak, kaj se tiče brutalnost, mene se zdi en stavek, ki zdaj večkrat sem prebral, je zelo pomembno. Moramo se zavedati, da letošnje poletje, vroče poletje, bo v našem življenju eno od najhladnejših. In to mene se zdi novo, ker tukaj malo preskočimo ta shifting baseline syndrom in gledamo naprej. Ja, to je brutalna prihodnost. Okay. Najlepše se vam vsem trem zahvaljujem za vaše gostovanje. Razen, če bi še kdo še kaj dodal? Ne?
Hvala. Mislim, to je pa zdaj malo hud konec. Brutalno. prihodnost. Brutalna prihodnost. Konec. Hvala lepa vsem trem za gostovanje. Hvala za lepa vabilo. tudi gledalcem in poslušalcem, gledalkam in poslušalkam. To je bil še ena podcast. Spremljajte še naprej in vidimo se že prihodnji teden. Hvala. 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 Živjo.